tudi že takole, ko gremo z roko, čez te ščetine, ugotovimo, da so hkrati nežne, ampak še vedno učinkovite in tukaj jaz upam, da se vidite tudi na kameri, delček ščetin je v različnih dolžinah, tako da lepo zaobjame čim več mest v naši zoustni votlini. Mimogrede, zakaj so ščetine iz črnega kremena toliko bolj učinkovite, zakaj ste se recimo sploh začeli spogledovati s to sestavino? Zato, ker je impregniran kremen v ščetino na mikroskopskem nivoju daje bolj hrapavost ščetine in tole bolj učinkovito odnaša obloge. Je pa tu pomembno mogoče poudariti, da s tem ne odnaša zobnih površin, ker to so pogosta vprašanja uporabnikov, ki ima ta občutek gladkosti, se potem ustrašijo, da na dolgi rok to slabo vpliva na njihove zobe ali dlesni. Tudi tu delamo raziskavo, zdaj že 3 leta spremljamo ljudi, skeniramo zobe na 5 mikronov natančno in spremljamo, kaj se dogaja z zobmi in ni znako, da bi karkoli zobna ščetka poškodovala. Je pa še potem drugi del pri črnem kremenu, torej po ščetkanju se pa sprostijo negativni ioni, kar je pa izjemno pomembno, da podaljšajo čas, v katerem se zobne obloge ponovno sestavijo na zobeh, tako da je trajnost čistih zob bistveno daljša kot pri običajnih, tako da to so razlogi, zakaj ima naša ščetka impregnirane ščetine s črnim kremenom. Prej sem že omenila tole roza verzijo, tukaj je še modra verzija, mogoče, pa bomo rekli za tiste, ki mi je pač modra barva bolj všeč. Pakiranje po 6 zobnih ščetk, kar pa pomeni za celo leto. Ali pa za 2 odrasli osebi v družini za vsako pol leta, kakorkoli. Je sicer pomembno tudi, je pomembno, kako uporabljamo te ščetke, kakšna posebna tehnika, drugačna kot pri ostalih, bi mogoče kaj izpostavili tudi še na tem področju? Ne, klasična tehnika tega mikrogibanja, da ni to... Pa da gremo od dlesni navzgor, tako nekako? Da dlesni približaš zobu, pa hkrati mikrotesljaj, da se drži površine, pa da očisti. Premium zobna ščetka za otroke, to vidite, če ne drugega, tudi po tej luštni maskoti, ki je narisana zraven. In jaz verjamem, če je treba včasih otroke malo stimulirati, se veste, da si lažje in bolj z veseljem grejo umiti zobe, je pa dobro, pa ima mogoče še neka taka figurica zraven malo pospeši sam proces, Tako je, ja. Pravzaprav otroci, ko so majhni, oni niso tako zreli, da bojo vedeli, kaj pomeni ustna higiena in mi smo starši zato odgovorni, da privzgojimo eno navado in tale navada greva pod zavest in ostane in to je pravzaprav naš vsakdanjik. Moramo to uporabljati, tako se zbudimo, tako zaspimo. Ščetka je tako, jaz pravzaprav rečem, da je konstruirana, tako je konstruirana, da gre v najbolj težko dostopni kotički v ustni votlini in tudi seže globoko zadnji, brez da bi, veste, ko je glomazna ščetka, pravzaprav nekateri ljudje imajo ta refleks bruhanja in niti pol ne uporabljajo. To je odrasla in za otroke zobna ščetka. Vidimo malo, razlika je v sami velikosti, Ja, tole najprej zaradi zobovja, na drugi strani oblika je malo drugačna, zato ker otroci imajo najprej mlečno zobovje, pol je mešano zobovje in je tako narejena, da doseže ta razlika v nivojih otroških zobeh. Plus te zobne ščetke je pa to, da kakorkoli je on grob s svojimi zobmi, pa prčka, pa pač ne ve, kako bi obrnil, se ne more raniti, zaradi, ker so ščetke zelo nežne in imajo tudi tako malo glavico, tako da dopustim, da šari po zobeh, kakor hoče, samo da mineta tiste 2 minuti.